Mednarodna organizacija Mediteraneo senza handicap je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem in Središčem za bioetiko Univerze Senza Cuore iz Milana od 23. do 26. maja organizirala 7. mednarodni kongres na temo socialne prepoznavnosti in odnosa do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije. Več o samem kongresu sta za spletni portal UBUDI povedali profesorica doktorica Mara Cotič in doktorica Vanja Ricarda Kiswarde, docentka in članica znanstvenega odbora 7. mednarodnega kongresa. Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem organizira velik mednarodni kongres Mediteraneo senza handicap, torej Mediteran brez handicapa, skupaj z veliko civilno inicijativo iz Italije, ki ima tudi to ime, Mediteraneo senza handicap, s častnim pokroviteljstvom dveh predsednikov držav, in sicer slovenskega predsednika Boruta Pahorja in italijanskega predsednika Mattarellija. Sodeluje pa tudi poleg Univerze na Primorskem, sodeluje tudi Katoliška univerza iz Rima. Ta kongres je zelo pomemben, predvsem za naš program Inkluzivna pedagogika, v katerem se ukvarjamo z ljudmi, ki so na robu, bi lahko rekli, tako na nekem socialnem robu ali pa so drugačni, ljudje s posebnimi potrebami. Če pogledamo današnjo družbo, tehnološko je izjemno razvita, a smo zato, lahko bi se tudi vprašali, a smo zaradi tega tudi bolj senzibilni do teh ljudi, ki so drugačni, ali pa do teh ljudi, ki so recimo revni, ki komaj preživijo. Čeprav se je družba tako zelo razvila, se pa ni, bi lahko rekli, etično razvila. In tako da sem zelo ponosna, da smo uspeli organizirati ta kongres s to veliko civilno inicijativo iz Italije, ki se ukvarja s tem plemenitim ciljem. Moram reči, da je ta teden za Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem zelo pomemben teden, ker smo na nek način v središču inkluzivnih dejavnosti in delamo, se mi zdi, ene take pomembne korake naprej tudi za naš program inkluzivne pedagogike z organizacijo kongresa Socialna prepoznanost oseb s posebnimi in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi sodobne tehnologije. Torej, tukaj se mi zdi, da je prav tisto, k čemer si prizadevamo z našim študijem doprinesti, ne samo k pomoči osebam s posebnimi potrebami, ampak predvsem nekako narediti ta korak naprej do socialne prepoznanosti te populacije, ki je v bistvu zelo dragocena med nami in je del naše družbe, in v bistvu želimo doseči, da bi prispevali tudi svojimi potenciali, in zato moramo v bistvu te potenciale pri njih odkriti, jih razvijati in da smo na pravi poti v bistvu in da spreminjajo tudi oni celotno družbo, sploh naše šole, pričajo pravzaprav tudi številni prispevki, ki jih imamo, s katerimi se bodo predstavili tako naši domači učitelji in vzgojitelji slovenskih šol, pa tudi iz mednarodnega prostora. Imamo več kot 20 držav gostujočih, skoraj 30, tako da kažemo res s temi prispevki, s temi izkušnjami, koliko lahko damo drug drugemu oziroma kako smo vsi tvorimo eno družbo enovito. Torej s socialno prepoznanostjo, z nekim spodbudnim in pristnim odnosom do oseb s posebnimi potrebami in z uporabo tudi vse sodobne tehnologije, ki dejansko omogoča večjo dostopnost vsega in okolja in recimo informacij in možnosti in priložnosti za te osebe tudi, da prispevajo in pokažejo svoje potenciale in zmožnosti vsem nam.